SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu Aktualno, tokrat pa o Luki Dončiću. Pa o tem, da smo zjutraj vstali, pogledali na telefone ali pa na spletne strani in ugotovili, da se cel svet, predvsem pa Slovenija, ukvarja s tem, da so Luko Dončića prodali. Ja, to je zgolj ena izmed tistih zgodb, ko ugotoviš, da nihče ni nezamenljiv, čeprav si svetovna superzvezda. In potem je vsa Slovenija, pa tudi kar precej košarkarskega sveta, spremljala, kaj se z Luko dogaja, kdaj se bo odzval, kaj bo povedal, in smo videli njegov pristanek v Los Angelesih in včeraj tudi njegovo uradno predstavitev. O tistih statističnih podatkih, da je v nekaterih celo boljši od LeBron Jamesa, da sledi oziroma da je le za Michaelom Jordanom, o tem danes niti ne bomo, ker vem, da ste o tem zdaj slišali že vse. Ampak kam prihaja Luka Dončić, za kakšne posle pravzaprav gre, kaj ima od tega Slovenija, kako lahko njegovo selitev iz Dallasa v mesto angelov unovči Slovenska turistična agencija? No, o tem pa bomo kakšno rekli. In zato danes v studiu pozdravljam Ano Savšek, lep pozdrav. Zdravo. Živijo iz Slovenske turistične agencije, oziroma ne agencije, organizacije STO-ja, ne? Tako. Drži. In pa Tilen Trotovšek, saj ne vem, en kup enih nazivov bom zdaj dodal, prav novinar, športni novinar, seveda urednik, s pravicami si se ukvarjal, vodil si športno televizijo, zdaj pa deluješ v športni agenciji, pravzaprav ni samo športna agencija, ne? Ja, športno-marketinška agencija, tako. Komuniciranje v športu, tako. vse to. Ampak z razlogom si tukaj, saj midva se bova tikala, ker lahko rečeva, da sva neka športna kolega ali pa novinarska. Vaša agencija je skrbela in je imela tudi to ekskluzivno pogodbo z Dallasom, drži, ko je Luka še igral tam. Tako, Sport Media Focus je v bistvu, mislim, da leta 2019 z Dallasom sklenil pogodbo in z njimi smo sodelovali 5 let. Sodelovanje se je seveda raztegnilo zaradi korone, ki se vsi spomnimo, morala bi biti prva taka tekma, ki bi bila posvečena Sloveniji leta 2020, pa potem je bilo vse skupaj zamaknjeno. Ja, 5 let smo odlično sodelovali z njimi preko Slovenske turistične organizacije in preko vseh partnerjev. Nažalost se je to zdaj zaključilo, ampak če pogledamo to, kot si rekel, iz gledišča ekonomije, priložnosti, poslovnih priložnosti, se zdaj odpira nek nov svet in jaz upam, da bomo vsi v Sloveniji znali to izkoristiti. Ko ste prišli v ponedeljek v službo, a vas je čakalo veliko dela na STO, na Slovenski turistični organizaciji, po tem, kar se je zgodilo? Ja, čakalo nas je veliko dela, veliko pogovorov tudi z našimi partnerji iz turističnega gospodarstva. Vsi smo nekako zdaj v zadnjem času že zelo intenzivno pripravljali vse te aktivnosti za novo sodelovanje s klubom Dallas Mavericks. Seveda zaradi očitnih razlogov smo se nemudoma odločili, da tak dogodek, kot je bil planiran konec marca, nima smisla. Čeprav so bili te dogodki zelo uspešni in smo tudi merili učinke in ta iFeel Slovenija Night, ki se je odvil 3-krat v Dallasu v preteklih letih, je bil super dogodek za prepoznavnost Slovenije, za naše pozicioniranje, za dvig ugleda Slovenije kot res neke take privlačne destinacije za aktiven oddih. In s tem smo tudi nagovarjali ameriške goste. Dajva najprej morda razložiti. Slovenska turistična organizacija ima 2 pogodbi z Luko Dončićem oziroma z Dallasom. To sta 2 ločeni zgodbi. Ena je, da Luka Dončić kot svetovna prepoznavna zvezda promovira našo državo. Druga pogodba je bila pa ta, ki je zdaj seveda niste podpisali, je bila pa pripravljena. Ne? Tako je. Pogodba z Luko Dončićem kot ambasadorjem slovenskega turizma, to je posebna zgodba in tukaj ne vpliva to, za kater klub trenutno igra. Druga pogodba, ki je bila sklenjena z posrednikom, pa potem z Dallas Mavericks, je bila pa vezana na te pretekle aktivnosti in prejšnja se je že iztekla, nove pa zdaj ne bomo podpisali, kljub temu, da smo določene stvari seveda že usklajevali in načrtovali. Se pravi, razen načrtovanja in tega Slovenska turistična organizacija ali pa Slovenija ne izgublja nobenega denarja, ker še niste nič vložili? Ne, absolutno ne. In tudi rada bi rekla, da tudi v preteklih pogodbah smo imeli člen oziroma klauzulo v smislu, da če Luka preneha igrati za klub Dallas Mavericks, se tudi pogodba prekine.
Vi ste o tem razmišljali, ker Luka ni. Je bilo vezano na Luko. Aha, dobro. Naše sodelovanje, z Dallas Mavericks. A lahko morda zdaj bolj podrobno razloživa, kako pravzaprav poteka neko sodelovanje s takšno franšizo, kot je bil Dallas, se pa o LA-jih bomo še govorili, ampak kako to pravzaprav gre? Kdo koga najde, kako se potem usedete, kako ste se to dogovarjali in kaj vse ste se dogovorili, potem bomo pa povedali, kaj vse je Slovenija v teh preteklih letih pravzaprav v Dallasu opravila. No? Ja, v bistvu v Dallasu smo imeli res dobrega partnerja in dobrega sogovornika. Naša agencija je z njimi vstopila v kontakt in tudi je treba povedati, da je bil z njimi vedno odličen in korekten dogovor. V tem so videli svojo priložnost, mi pa seveda tudi. Treba je vedeti, da klubi v Ligi NBA so drugačni kot klubi, kot jih poznamo v Evropi. Ameriški sistem športa, seveda tega profesionalnega, je narejen drugače, je sestavljen drugače. Sicer tako kot denimo, če se nazaj vrnemo na šport, sicer igralci podpišejo pogodbo s klubom, ampak venomer gre vse skozi sito in skozi pregled lige NBA. Podobno je tudi s klubi. Klubi imajo dostikrat zelo, kaj ne rečem, zvezane roke v smislu trženja, v smislu dogovarjanja zadev, ne samo na parketu, ampak tudi izven njega. Odvisno je od tega, kje so tekme, kje se predvajajo, ali te predvaja nacionalni broadcaster, ali si na lokalni televiziji. Mi tukaj govorimo o seveda lokalnem in nacionalnem, pa potem globalnem, ampak treba je vedeti, da nek Teksas je ogromen market. Ne? Pa tudi, če se postavimo ne samo iz slovenskega zornega kota, pravzaprav iz evropskega, Teksas je bil ogromen, pa seveda Kalifornija je še večje tržišče, ampak tukaj treba vedeti res, da so to druge dimenzije in da klub seveda zna izkoriščati vse. Ne more pa seveda imeti povsem prostih rok, tako kot sem rekel, in dostikrat so stvari, ki jih liga zadrži zase, kot je denimo brandiranje dvorane, če je tekma na nacionalnem ponudniku. Torej vedno, ko smo lahko imeli iField Slovenija Night, je bilo treba biti pozoren na marsikatero stvar, kaj se lahko počne, kaj se lahko aktivira, na katerih platformah se lahko aktivira, kako si lahko sploh viden, kakšen doseg boš dosegel. Vse je bilo seveda treba iti skozi dovoljenja lige NBA, poleg tega, da je bil seveda Dallas tisti, ki je predtem dal svoj žegan in spustil zraven nas Slovence. Tako da kar se tega tiče, bo v LA-ju podobno. Treba se res zavedati, da tukaj ni, da bi bil samo en sogovornik, nikoli, ne. Vedno jih je več in so res, kaj ne rečem, zelo strukturirani in padeš v nek sistem, ki ga nisi vajen v Evropi, tako bom rekel. Koliko časa je potrebno od začetka pogovora pa do tega, da je dogovor sklenjen, da si lažje predstavljamo, kako dolg proces je to bil ali pa je, no? No, jaz moram povedati, tako kot Tilen, jaz sem kasneje prišel v agencijo, v Sport Media Focus, tako da teh točnih časovnic nimam zdaj v glavi. Je pa seveda, kot sem rekel, treba čakati na dovoljenja. Ne. Ti se lahko zmeniš s klubom, klub je lahko za, določi se termin, določi se nek obseg dogovarjanja, ki je bil, to bo Ana več povedala, zelo, zelo raznolik. Veliko enih ciljnih skupin smo iskali, veliko enih priložnosti se je odpiralo, od biznisa do awarenessa, do turističnih priložnosti, do marsičesa, digitalne komunikacije in vsega tega. Seveda, kot sem pa prej rekel, vse to se pa lahko počne šele po tistem, ko liga NBA v tem ne vidi nekega, kaj ne rečem, neke kršitve njihovih principov, kajti oni recimo dovolijo klubom samo določeno število globalnih partnerjev, samo določeno število nacionalnih partnerjev in šele potem na lokalni ravni lahko dopuščajo klubom, da so aktivni. Vse v želji potem, da klubi ne bi presegli, kaj ne rečem,
daleč od tega, da so v Ameriki egalitarni, ampak ko govorimo o ligi NBA, govorimo o franšizah, govorimo o tem, da skušajo doseči, da je liga kompetitivna, da so klubi vsaj v nekaterim nivoju približno primerljivi, ne, zato tudi imajo nek mehak salary cap, ki je namenjen za igralce, seveda za igralce, in enako potem počnejo tudi, kar se tiče nekih gospodarskih priložnosti. Kajti, če bi pustili proste roke vsem klubom, ne, potem bi imeli situacijo, da bi LA, New York in podobni seveda bili neulovljivi za razne Milwaukee in podobna tržišča, ki so bistveno manjša. Ne. Da se ne zgodi to, kar je v Španiji, naprimer Real pa Barcelona. Tako je. To je drugačen sistem športa. Ne. Ana, bom kar ponovil ali pa malce samo zapeljal, drugam vprašanje, ko ste se torej dogovarjali za te akcije z Dallasom, ne? Kako to poteka ali pa morda čisto začetek, kje je bilo kakšno pričakovanje, kjer so nam tako rekli, da ne, to pa zagotovo ne bo šlo? Lahko rečem, da so bili vedno zelo odprti za predloge. Ko smo začeli načrtovati vsako leto ali pa sezono posebej, so nam vedno dali pobudo, da tisto, kar si želimo, da bojo poskušali uresničiti. Na drugi strani smo res imeli sogovornike, zelo tako kreativno ekipo, kot je tudi na naši strani. No? Tako da smo tukaj prišli skupaj, po moje, pri bolj kot ne vseh pobudah, ki smo jih dali. Recimo v zadnjih 2 letih smo imeli oglaševanje na 60 tekmah znotraj lige NBA, na domačih tekmah. To je bilo z oglaševanje na teh LED zaslonih ob igrišču in na konstrukciji košarkarskega koša. Potem imeli smo tudi tako aktivacijsko kampanjo na njihovih digitalnih kanalih, ker imajo pač tudi zelo močne dosege, tako da smo se tam povezali, naredili eno nagradno igro, s tem, da je bila tudi glavna nagrada potem za nekoga, da je prišel lahko v Slovenijo, a ne od sodelujočih. Potem pa IFL Slovenija Night so bili pa nek osrednji dogodek vsako zdaj 3 leta zapored, kjer pa je res Slovenija prišla do izraza tudi s to nacionalno znamko. Takrat je bilo pa res veliko aktivnosti v American Airlines areni je potekalo. Tudi recimo imeli smo med polčasom animacijo oziroma Dunkin' Devils so bili tam, kjer so vsi partnerji, ki smo pri tem sodelovali, smo res naredili vse za to, da se pozicionira, da se predstavi Slovenijo skozi ta nacionalni brand, IFL Slovenija. Tako da ocenjujemo to kot uspešno, učinkovito. A lahko greva morda čez kakšne številke, se pravi, koliko smo investirali v to in kaj smo pravzaprav od takšne kampanje, ker ne vem, če si predstavljamo, ne vem, ko je tekma Olimpije v Stožicah, je zadnje čase nažalost sicer bolj malo gledalcev, 2-3 tisoč, 4, morda 5 tisoč gledalcev ali pa tudi 10, ko bo Partizan, Crvena zvezda ali pa zdaj, ko gremo vendarle v končnico. Ampak, ko pa je tekma, zdaj ste rekli 60 tekem domačih NBA-ja, to je razprodana dvorana. Se pravi, kakšne številke pravzaprav tukaj so, da si bomo lažje predstavljali? No? Ja, na 60 tekmah je bilo oglaševanje, potem ta IFL Slovenija Night kot dogodek, ki pa še posebej izpostavlja bi tudi še poslovno konferenco, ker je tudi bil tudi še pomemben del. Takrat, ko je potekala tekma IFL Slovenija Night, je bil sporedno tudi poslovni dogodek, kjer so šli zainteresirani tako iz turističnega gospodarstva, kot i drugih sektorjev gospodarstva zraven v Texas, tako da to vse skupaj potekalo pod nekim takim sloganom Texas Fil Slovenija, tako da je bil nek tak paket, no. In je, zato, ker je to tako razvejeno, ni bil samo turizem, ni bil samo awareness, ampak res velik paket, se nam je to zdelo smiselno tudi ponoviti in bi tudi letos v nekem takem smislu zapeljali. In dolgoročno si želimo, da bi mogoče tudi pač v Los Angelesu nekaj podobnega izveda. Samo še to, kar izvolite. Ja, tukaj je treba povedati te številke. To so dvorane, ki sprejmejo 20 tisoč gledalcev, ki so venomer razprodane. In to, o čemer sem prej govoril, o tem lokalnem dosegu, ki ga Liga NBA še dopušča, da klubom, recimo IFL Slovenija je lahko v bistvu delovala v mestu, Dallas in pa mislim, da 100 mil izven Dallasa, ker Texas nima samo Mavericksov, ima tudi ostale franšize, tako da tukaj je bilo treba biti tudi pozoren, ampak vseeno mi govorimo o drugem najmočnejšem gospodarstvu znotraj
Amerike, ne, kot Teksas. Mi govorimo o Dallasu kot metropolitanskem središču z več kot milijonom prebivalcev, 1,5 milijona, oziroma če pogledamo širše, še s predmestji več kot 5 milijonov in potem Teksas, ne, mislim, da ima okoli 30 milijonov prebivalcev. Ne. To so številke, ki so wow. Ne. Mislim, da če bi Teksas izvzel ven iz Amerike in ga postavil kot samostojno državo, bi bil to, ne vem, kjer 10. gospodarska moč na svetu. To je tisto, kar šteje. Ne? Tako bom rekel, kljub temu, kar bomo povedali naprej o Los Angelesu, ne? In kljub temu, da marsikdo od Slovencev zdaj grdo gleda proti Teksasu in Dallasu, je treba povedati, da recimo tukaj je bila ena taka res super priložnost in jaz bi res ne samo, da sem vesel, da smo mi kot agencija bili del tega, ampak tudi, da je IFL Slovenija, STO Spirit, da so vsi prepoznali to priložnost, kajti vse je malo drugače, ko si ti v enem Teksasu, kot ko bo v LA-ju, ko bo najbrž malce teže, kajti tam so pa res vsi pogledi globalnega sveta bodo usmerjeni v Kalifornijo in tam bo pa teže se prikomolčkati zraven in narediti neko tako stvar. Mi bomo seveda naredili vse, da nam to rata, ne? Ampak mislim, da je bilo super izkoriščen ta teksaški trg. Jaz bi še tukaj dodala, tudi glede na Teksas. No? Ravno zaradi tega smo se mi tudi takoj v ponedeljek odločili, da workshop za organizatorje potovanj ameriške vse obdržimo v Houstonu, ki je bil načrtovan že od samega začetka, torej Dallas in Houston je bil plan in ostane marca, gre vse slovensko turistično gospodarstvo to izvesti v Houston, poleg tega bomo pa dodali še LA. Tako da se zavedamo pomena tega, tudi dolgoročno smo v to vlagali, želimo tudi to naprej negovati, ne bomo zanemarali, ampak vsem bomo pa svoj fokus po povezavi z Luko, preusmerili. Samo še eno vprašanje, preden gremo v LA. Ja. Koliko odstotkov več ameriških turistov je naprimer v zadnjem času po koroni, sej prej je zdaj to neko čudno obdobje, ampak po koroni opiskalo Slovenijo morda ali pa tudi prav zaradi Luke Dončića in teh akcij? Velik porast ameriških gostov, v bistvu 18% več prihodov Američanov v lanskem letu, v primerjavi z letom prej. Če pa gledamo čas pred korono, torej primerjalno leto 2019, je pa to kar 25% več. Tako da se pozna tudi take aktivnosti, ker se res sistematično dela na trgu skozi različne akcije, skozi različne kampanje, kanale, posameznike, klube, tudi s tem co-brandingom. Tako da nas to veseli, to nas zelo veseli. Kaj bi šele bilo, če bi imeli boljše letalske povezave z Ameriko? Ok, gremo zdaj pa v LA. Ja. Morda za uvod. Sam sem pred leti gledal mislim, da je bila serija o tem, kako so Los Angeles Lakersi pravzaprav nastali. Takrat jih je kupil oče današnje lastnice, mislim, da za $64 milijonov. Takrat je bil to eden največjih poslov. In vem, da vsaj po tej seriji, sodeč, je bilo tako. On je rekel, jaz želim šov. In LA je danes v resnici mesto šova. To je mesto angelov sicer, ampak v resnici je to kraj, kjer se, kot si ti Tilen rekel, tam se pa meša res vse, tam ni zgolj enega zvezdnika, tam je zvezdnikov veliko. Mogoče najprej iz novinarskega stališča, ko si prebral, da gre Luka v LA igrati trenutno kralju košarke, ki je pravzaprav to zdaj že 15-20 let LeBron Jamesu. Kaj si kot novinar mislil? Ker vem, da košarka je bila tudi velik del tvojega življenja. Ja, v bistvu, kot ti najbolje veš, tudi ne, raje pridem za hokejsko palico, pa raje imam nogometno žogo, ampak recimo... Na tretje mesto je bila pa košarka. Tako, pa dajva reči tako, kaj je bilo meni najbolj zanimivo pri tem, ko sem zjutraj prebral to novico? Prvič je bil wow, pa ne bom šla zdaj v neke športne razloge, zakaj se je Dallas tako odločil, kot se je. Ne? Ampak jaz sem najprej začel pomisliti na to ameriško strukturo športa, kako dojemajo šport, zakaj bi nekdo to naredil, kaj ga je vodilo k temu, ker na koncu koncev nihče se za nalašč ne bi rad ustrelil v koleno. Jaz mislim, da so oni svojo matematiko naredili, zdaj seveda so pa možne tudi napake in jaz osebno seveda mislim, da je bila to napaka, ampak pustimo to. Bolj je bila ena druga stvar, ki mi je bila zanimiva in to je ta preplet v Sloveniji
športa oziroma športa na najvišjem nivoju, kot kar je Luka Dončić, preplet športa z popularno kulturo. To pomeni, da je recimo ta novica takoj prišla v mainstream, takoj prišla denimo do moje žene, ne, ki kljub temu, da je šport doma, pri nas kar doma, ne, je bila obsedena s tem prestopom. Kar naenkrat jo je vse zanimalo. Včeraj je gledala novinarsko konferenco. Ona do včeraj je ni zanimal Luka Dončić, razen ko je bil v dresu slovenske reprezentance. Zdaj jo je pa to tako intrigiralo in zanimalo, zakaj vendarle, kaj jih je pripeljalo do tega, zakaj bi kdo to naredil, kaj to pomeni zanj, kaj to pomeni za klube. Torej, tu je bil preplet športa z popularno kulturo tako močan, ne, da smo lahko videli, kakšna je moč tega in zakaj tudi STO, zakaj Spirit, zakaj vsi vemo, da je to res nek kanal, kamor se splača vlagati in se nam to tudi kot Sloveniji, kot turistični organizaciji, pa jaz upam tudi kot gospodarski destinaciji in partnerju pozna. Ne. Torej, meni je bila ta fascinacija tega povprečnega Slovenca z prestopom Luke Dončića mi je bila najbolj zanimiva. Ne. Kako so kar naenkrat vsi skočili v luft, kako so bili kar naenkrat tudi vsi, kot je Slovencem seveda znano, užaljeni, ne. Kako so si dovolili to narediti z Luko, ne? In kako je bil on užaljen in potem smo bili kar vsi skupaj užaljeni in jezni in vse to. To je bilo moja prvo misel, če lahko to rečem. Samo to, da rečem, ko si omenil, kako je bilo, pa STO Spirit in vsi 4 ure 700 tisoč sledilcev je Dallas izgubil na svojem Instagram računu. Samo da damo nek tako pogled, kaj v tej popularni športni kulturi, naprimer Luka Dončić, je pomenil za Dallas. Ne. To si težko predstavljam, da bi nekdo izgubil toliko sledilcev, recimo. Ne. Ja, ker digitalna moč teh klubov je pa, kaj ne rečem, nekontrolirana. Ne. Če smo prej govorili o Ligi NBA, kako ima vse kontroliran, social media pa ne more ustaviti. Ne. Tako da recimo nek Los Angeles Lakers kot nek franšiza, ki je morda celo najbolj popularna po svetu, skupaj s Celtic in pa z New York Knicks morda, ne, tukaj prevladuje. Ne, in tukaj pa ne moreš ustaviti Lakersov. Ne, in recimo število njihovih sledilcev je pomembno. Ne. Tako je tudi Dallasu pomembno, kdo in koliko ljudi jih sledi. In če so imeli na Instagramu še pred 4 dnevi 700 tisoč sledilcev več, ne, je to za nekoga, ki bi to preračunal, monetiziral, lahko rekel, da je bilo to v sekundi pač škode za 100 tisoč dolarjev. Zdaj, to je morda kaplja v morje ob vseh teh številkah, o katerih bomo mogoče naprej govorili, ali pa koliko bi zaslužil Luka Dončić z naslednjo pogodbo. Ne. Ampak vseeno, to so oddelki, ki se s tem ukvarjajo, to je več oddelkov, to je sodelovanje veliko nekih strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, znotraj kluba, znotraj lige, znotraj vsega. Tudi Ana bo povedala, koliko denimo oni nekega časa in tudi denarja namenijo za digital, ne, kar je povsem razumljivo, ne, kar smo tudi prej govorili, preden smo se usedli pred mikrofone, da je to pot naprej. Ne. 60 milijonov, mislim, da ima sledilcev Los Angeles Lakersi, 300 milijonov načeloma po celem svetu navijačev, kot si rekel, tretja ali pa prva v resnici košarkarska franšiza na svetu. Od takrat, ne, ko je prišla v roke družine, je v resnici res postala šov. Franšiza Magic Johnson, Kobe Bryant v končni fazi, Shaquille O'Neal, pa zdaj LeBron James. Kako je s temi socialnimi omrežji? A nam bo zdaj lažje morda še kakšno to social kampanjo speljati, zato ker je v resnici zdaj pa cel svet na dosegu roke, ne, z Los Angeles Lakers in z Luko Dončićem? Ja, mi lahko delim te izkušnje, ki jih imamo v sodelovanju pa z našimi izjemnimi športniki, ki so tudi izjemni ambasadori Slovenije in smo mi zelo zadovoljni, hvaležni za to, da lahko sodelujemo z njimi in da so oni pripravljeni sodelovati pri promociji Slovenije kot izjemne turistične destinacije. Ravno zdaj, včeraj sem preverjala, sem videla, da ima Luka Dončić 9,9 milijona sledilcev na Instagramu, ne? Tako da tudi njemu je v bistvu še zrasla, ne? Število sledilcev oziroma ta doseg. In lahko delim te naše izkušnje, ne? Ker naše sodelovanje z Luko je
Predvsem v tem, da tudi on deli objave o Sloveniji na svojih profilih na družbenih omrežjih in se izjemno pozna, ko on samo deli recimo eno objavo od Fil Slovenija, da je to izjemen doseg, ki bi ga mogoče teže dosegli z neko klasično oglaševalsko kampanjo, in zato se odločamo tudi za taka sodelovanja z močnimi posamezniki, ki imajo res velik vpliv, velik doseg globalno v svetu. Recimo, za primer lahko povem video iz decembra, ko je bil v Ljubljani prižig lučk in jo je Luka tudi delil na svojem Instagram profilu pod story, je dosegel skoraj 1 milijon ogledov takrat. Zdaj januarja je delil en post v zvezi z zimskimi aktivnostmi, doživeti v naravi, je bilo 2 milijona ogledov tiste vsebine, ne. Tako da to nas izjemno veseli, kadar tudi on prepozna, da je tista vsebina, ki mu je blizu, da je z veseljem podeli, ker je pač z veseljem tudi ambasador slovenskega turizma. Tukaj mu ni treba reči, Luka, prosim, a lahko to deliš. To naredi sam? Mi mu včasih kaj sugestiramo, včasih je to čisto samoiniciativno, včasih nas tudi kaj preseneti, da niti ne pričakujemo. Poslali smo mu eno skodelico v lanskem letu, tako z iFi Slovenija napisal in jo on delil, ker mu je bila pač verjetno iskreno všeč in je bil takrat tudi izjemen odziv potem, da so tudi drugi želeli to darilo. No. Okay. Omenila si tudi ostale športnike, se mi zdi, da je zdaj čas, da lahko poveš še, kateri tisti so, ki sodelujejo z STO-jem, Pogačar, Roglič. Tadej Pogačar, Primož Roglič in Janja Garnbret so ti športniki, s katerimi imamo tako tudi letno sodelovanje, tudi pogodbeno razmerje. Sicer je pa še več športnikov, ki so tudi izjemno in so sami po sebi tudi ambasadori Slovenije in kot destinacije za aktivni vdih. No. Ampak s temi 4 pa, kot rečeno, tesno sodelujemo z njihovimi ekipami, se usklajujemo tudi glede objav, glede aktivnosti, njihove pojavnosti na kakšnih naših dogodkih. Vse zato, da je pač ta sinergija za večjo prepoznavnost. In tukaj bi mogoče še to rekla, da ne gre res samo za te število ogledov, število interakcij ali pa všečkov, delitev, ampak gre res za na dolgi rok grajenje prepoznavnosti, tudi ugleda imidža naše države kot take, tako da nam je to zelo dragoceno. To moram zdaj vprašati, jaz sem velik fan športa, preživim ure in ure zdaj v gledanju seveda kolesarstva, kar naenkrat, jokam, ko Janja prime zadnji oprimek. Mi tudi, ja. Ampak vseeno, ne vem, če lahko seveda to razkrijete, ampak kakšna pa je vendarle razlika, ko Luka nekaj naredi ali pa ko naredijo to Tadej Pogačar, ki je tudi svetovni fenomen, ali pa Primož ali pa Janja. Tukaj govorimo res o najboljših, med najboljšimi, ampak vseeno zato, da se pol lahko vrnemo v LA. Ja, odvisno tudi od momenta, recimo, ko je Tadej Pogačar osvojil vse to, kar je v lanskem letu osvojil. To so bili tudi izjemni dosegi, tudi mogoče izven nekih ciljnih skupin, ki bi jih predvideli, da samo spremljajo kolesarstvo, ali pa so drugi trgi, ki pridejo tudi bolj do izraza. Tako da tudi pri Tadeju in pri Jani, ko je osvojila to olimpijsko kampanjo, mi smo bili takrat v slovenski hiši tudi v Parizu, ker smo delali dogodek za francoske novinarje istočasno, ko je imela ona tudi sprejem. In takrat recimo ti dosegi, ker je to neka taka euforija, so tudi izjemni. No. Tilen, če se vrnem zdaj v Los Angeles Lakers, 6,4 milijarde dolarjev se mi zdi, da je vrednost franšize. Samo Boston pa Golden State Warriors so morda tam primerljivi. Malo sem se pripravil, v teh številkah pa res nisem vedel veliko. In tudi Ginny, ki je zdaj direktorica, lastnica pravzaprav franšize, je prva ženska, ki je osvojila naslov leta 2020, takrat so se Lakersi izenačili z Bostonom. Kaj lahko ti poveš, naprimer, še o Los Angelesu, o franšizi, o moči, kaj to pravzaprav pomeni tudi na tem gospodarskem, športnem in kulturnem trgu, tem popkulturnem? Ja, za nas, Evropejce, je najbrž to prva asociacija na ameriški šport, pač ta dres Lakersov. Zato, ker veliko ljudi seveda pri nas ne igra bejzbola in potem je morda z izjemo kapice New York Yankeev, pa morda, če rečeva ameriški nogomet, tudi
Dallas Cowboys, pa to je vseeno malo daleč stran od nas. Zato bi rekel, da je recimo naša res prva asociacija, torej Los Angeles Lakers in pa njihov dres. Tudi zame osebno, recimo, ko sem odraščal v 80-ih, je bilo to seveda rivalstvo Lakers-Celtic in mi je bilo to, kaj ne rečem, nam je bilo podano že takoj na začetku, da smo vedeli vsi skupaj, kaj je pa tisto, kar je najboljše. Ne. In ko gremo nazaj, res to, kar si povedal, ta Showtime, ki so ga začeli v LA-ju, ta miks v bistvu mešanja, da so uspeli zmešati šport in pa popularno kulturo z prihodom Jabarja in potem osvojitvijo 5 naslovov, pa potem naprej so nadaljevali v 90-ih z Magicom Johnsonom, pa z Shaquillom O'Nealom, torej prihod Jabarja, prihod Shaquilla, pa potem draft Kobeja, pa na koncu LeBron James. Torej oni ohranjajo neko vejo, da to tam mora biti Showtime, da tam mora biti najboljši od najboljših, da to tukaj ni zdaj, da ne bo šlo nič avtomatično in pa nekaj organsko, ampak da bo treba nekaj narediti. In tukaj se mi zdi, da res smo lahko veseli za Luko, konec koncev, da bo to njegova priložnost, da tudi na tem največjem trgu pokaže, kaj zna, ker vsi vemo, kaj on zna in kako dober je. Zdaj pa bo imel to priložnost narediti v, lahko rečem, tem svetem rumenem dresu. In jaz sem v bistvu po eni strani navdušen, bo drugi sicer Slovenec, ki bo oblekel dres Lakersov za Sašo Vujačićem, ne? In bo res zanimivo pogledati to njegovo pot. Jaz verjamem, pa ga ne poznam osebno, ampak zdi se mi, da ga bo tole vse skupaj še malo počgalo, da bo imel še več tega inata in da bo motiv več, da bo pokazati res, ker osebno je bil očitno res kar presenečen, užaljen in šokiran, da se je to mu zgodilo. Ne? Tako da jaz res mislim, da je to velika priložnost zanj in pa seveda neverjetna priložnost za Slovenijo. Torej, kar smo prej rekli. Los Angeles je torej globalno središče. Mi govorimo o mestu, ki je res preplet globalnega, športnega, popularnega, z Hollywoodom, z največjimi športnimi zvezdami, s klubi, ki so v bistvu temelj ameriškega športa in pa biznisa. In zdaj imamo mi tam kar naenkrat 2 športnika. Ne s posrednimi vlogami in pa z nekimi filler vlogami, ampak kapetana Los Angeles Kingsov, Anžeta Kopitarja, ki je osvojil že 2 Stanleyjeva pokala in pa superzvezdnika Los Angeles Lakersov, kar je neverjetno. Mi najbrž se sploh ne zavedamo, kaj v bistvu zdaj Slovenija pomeni na tem največjem ameriškem trgu. Kalifornija je najbogatejša država v Ameriki z največjo gospodarsko močjo, LA kot središče vsega tega. Torej, wow, kdo bi si mislil to pred 20 leti, jaz gotovo ne. Zdaj pa imamo to in LA, najbrž se bomo dotaknili še tega, postaja v bistvu zdaj v naslednjih letih bo res središče sveta, kar se tiče športa. Torej, letos imamo Dončića tam, naslednje leto bo svetovno prvenstvo v nogometu. Potem pa še olimpijske igre. Potem pa še olimpijske igre leta 2028. Zdaj ne vem, ali bo Kopitar 2027 končal kariero ali ne, ampak v naslednjih 4 letih smo mi tam in tam smo res z 2 neverjetnima osebnostima. Ne? Prej, ko sva govorila, preden smo prižgali te kamere, si že rekla, ja, 2028 prihaja pa še olimpijski čas. A je zdaj vam pravzaprav ta prestop naredil še uslugo? Ja, mogoče se bo to na dolgi rok izkazalo, ne? In za Luko, in za Slovenijo kot tako, tudi potem posredno za slovenski turizem. Američani že tako so navdušeni nad Slovenijo, tisti, ki prihajajo. Mogoče še to omenim, da so Američani kot gostje tisti, ki ostanejo dlje časa in ki tudi potrošijo več, kot da so izjemno dobri gostje, navdušeni nad Slovenijo, nad aktivnostmi v naravi, nad našo kulinariko, cela kombinacija. No. Tako da ja, tudi za slovenski turizem to izjemna priložnost. Mi smo res navdušeni nad tem, da je
Luka zdaj na tej novi lokaciji, tudi Anže Kopitar tam, olimpijske igre pa tudi, ja. To pa je globalni dogodek, kjer se vsa pozornost usmeri v eno lokacijo in to bo leta 2028 Los Angeles. Tako da že v lanskem letu, ko so bile olimpijske igre v Parizu, smo tudi mi bili zelo močno povezani z različnimi deležniki, sploh pa z Olimpijskim komitejem Slovenije, s katerim smo prvič v bistvu naredili neko tako nacionalno skupno kampanjo, povezali turizem, naše naravne danosti in športnike. To je bila kampanja It's All in Our Nature, ki v bistvu govori o tem, o dvojnosti, naš nacionalni karakter in narava je tista, kar dela naše športnike uspešne, da se inspirirajo. Tako da tudi za LA sigurno moramo nekaj takega odmevnega pripraviti, no? Sploh pa z slovenskima športnikoma, ki so zdaj trenutno tam. Ja, zdaj pa lahko že rečemo, ne? Prvi kontakti z Los Angeles Lakersi so bili z vašo agencijo že vzpostavljeni, ne, Tilen? Ja, res je. Kontakt je vzpostavljen, pogovori prvi tisti že potekajo, tako da držimo pesti. Je pa res, kot sem prej rekel, da je to malce drugačen trg, kljub vsemu pa mislim, da posod sledijo istim ciljem, ne. To je biznis in tudi za njih je to neka gospodarska priložnost. Tudi oni v tem vidijo nekaj več, nekaj novega, novo tržišče. Tudi moramo vedeti, da tukaj številke, ne, v primerjavi z evropskimi velikimi klubi in vsemu temu niso tako pretirano drugačne, tako da tukaj res lahko z dobrim strateškim nekim načrtovanjem dosežeš veliko. O tem smo že govorili, ne. LA je še večji kot Dallas, Kalifornija ima 40 milijonov, mislim, da 50 milijonov prebivalcev. Tako da najbrž so specifike, ki jih bo treba preučiti in pa jih bomo gotovo najdli skupaj. Ampak ja, definitivno mislim, da je treba pozitivno gledati na vse te stvari, ne. Tudi ta globalen apil, ki ga bo zdaj Dončić v bistvu prinesel, je gotovo lahko samo plus za vse nas. Tudi ta neka, kaj ne rečem, nekaj, kar Američane privablja, kar se tiče Slovenije in Evrope nasploh, ta neka antipod v bistvu vsega tega, kar Amerika je z nekim z gnečo in vsem tem, je tukaj nekaj drugega doživijo, neko čisto drugačno izkušnjo, osebno izkušnjo, in to jim mi res lahko damo. Se moramo pa mi tudi zavedati tega in iti tudi res pripravljeno, tako kot slovenski turizem v bistvu v to, da to ne gre zlahka, da se treba potruditi, da ni vse samo v lepotah in pa v fotoaparatu, ampak v tem, kako se mi obnašamo, kako znamo tržiti stvari, kako narediti korak več do gosta, do vsakega gosta, torej osebni pristop, osebna odgovornost in potem mislim, da smo res lahko zelo, zelo uspešni. Ana, koliko sestankov ste imeli od dneva oziroma od ure, ko ste rekli, ok, z Dallasom seveda ne bomo podpisali pogodbe, je ta kontakt z LA-jem bil tudi z vaše strani morda že vzpostavljen? Ja, mi bomo naredili vse, da pač najprej preučimo vse možnosti, potem pa naredimo ta kontakt oziroma da začnemo se pogovarjati o sodelovanju. No. Mogoče bi še to omenila, da se navežem za ameriški trg. No. Res je veliko enih aktivnosti, ki potekajo. Tudi naša naloga je, da navdušujemo potencialne obiskovalce ali pa tiste, ki so nas že obiskali, da se vrnejo v Slovenijo. Tako da na ameriškem trgu poteka naša globalna digitalna kampanja. To je pač na digitalnih kanalih. Potem pa bi omenila... A je skrivnost, koliko stane takšna digitalna kampanja? Ja, različno od leta do leta, ali pa recimo ta globalna digitalna kampanja pri nas poteka na 22 tujih trgih. Okay. Ker STO poslanstvo je, da promovira Slovenijo v tujini, tako da smo prisotni na vseh naših ključnih trgih, ki so večinoma evropski, ZDA je pa naš najbolj pomemben prekomorski trg, ne? Tako da se to tudi precej vlaga. A je to milijon evrov? Cela, recimo globalna digitalna kampanja za 22 trgov je na leto 2 milijona evrov.
Potem pa so še druge aktivnosti, ker ta je čist B2C, se pravi do končnega potencialnega obiskovalca. Delamo pa zelo veliko tudi z ameriškimi organizatorji potovanj. Ravno v lanskem letu so bili tukaj iz združenja Virtuoso, to je združenje luksuznih ponudnikov oziroma tisti, ki organizirajo potovanja in so bili navdušeni nad Slovenijo, nad tem, kar ponuja, in tudi take aktivnosti potem pripomorejo k temu, da se v Sloveniji govori, da se med seboj priporočajo, sploh pa, da pridejo potem gostje in še drugim povejo. Mogoče lahko omenim še kampanjo, ki pa poteka skupaj s hrvaško in avstrijsko nacionalno turistično organizacijo, ker je to pač tako ogromen trg, da se poslužujemo različnih pristopov. In eden izmed njih je tudi, da smo šli v skupno sodelovanje s našima sosednjima državama in Američanom to predstavljamo kot neko tako destinacijo, ki si jo lahko ogledajo v okviru enega potovanja v Evropo, tako da vsaka država potem predstavi neke svoje atribute. To delamo prek ameriških, recimo, spletnih medijev. V letošnjem letu nameravamo gostiti tudi nekaj influencerjev iz ZDA, ki bodo prišli pač na to naše območje. Sicer pa tudi mi kot STO gostimo ogromno ameriških novinarjev, ker je zanimanje res veliko, in pa organizatorjev potovanj. Da skočim nazaj v športne košarkarske vode, zanimanje za ta pristop je bilo ogromno v Ameriki, v Sloveniji in v Španiji, naprimer. Španija je tudi po podatkih STO-ja druga najbolj vplivna v narekovajih država, ko gre za Luka Dončića, drži. Je tam največ zanimanja za to, kar Luka počne? Pa potem Filipini ali kako? Ja, tako, Španija, Filipini, pa potem smo videli Brazilija, Mehika, na prvem mestu pa seveda ZDA. Te statistike mi zelo redno spremljamo, analiziramo v bistvu vse naše aktivnosti, kar delamo, da potem optimiziramo, prilagajamo, tako da te številke v zvezi z dosegi, ogledi, interakcijami stalno spremljamo. In na naših kanalih, in potem tudi seveda nam je zanimivo pri tem, kako na profilih posameznikov, s katerimi sodelujemo, športniki, se potem odzivajo uporabniki. Tilen, skočil bi še v en del tvojega življenja, ki je seveda povezan z današnjim, ampak v pretekli, ko si bil urednik, ko si skrbel za pravice, kar seveda tudi zdaj še skrbiš. Kaj pa to pomeni, ko naprimer Luka Dončić kot superzvezdnik pride iz enega kluba v drug klub? Vemo, da prebral sem, da so Los Angeles Lakersi podpisali verjetno največjo to pogodbo, mislim, da 3 milijarde evrov vredno, ko gre za pravice. Kaj to pomeni za Evropo, naprimer, ali pa za Slovenijo? Vem, da se tudi mi ves čas borimo, da imamo tekme, sicer po noči ponavadi, se to kaj spremeni, zato ker je Luka zdaj v drugem klubu? Ali lahko ta klub ponudi, oziroma distributer teh pravic lahko ponudi drugačno ceno? Mislim, da ti govoriš o pogodbi, ki je bila podpisana pred leti, ki so Lakers podpisali s svojim lokalnim broadcasterjem. Tako. Drugač, seveda Liga NBA sama, mislim, da bo šla naslednje leto v nov cikel nacionalnih pravic, je prodala svoje pravice za, mislim, da 76 milijard in ko govorimo o nacionalnih pravicah na ameriškem trgu. Pravice se zdaj za televizijsko predvajanje v bistvu se spet kar dobro drobijo, predvsem zaradi tega, ker se Američani zavedajo tega prepleta ogleda športa na več platformah. Torej ne gre se samo več za linearno predvajanje ali pa morda za neke te platforme, kot jih, kako se v Sloveniji reče, pretočnike, torej za stream platforme, ampak tudi za vse ostalo. Videli smo, kako je v bistvu Liga ameriškega nogometa NFL imela samo recimo, da nima eno tekmo čez Božič na Netflixu, pa kdaj kakšno tekmo predvajajo preko YouTubea ali pa govorimo o TikToku, pa o Switchu in vsemu temu. Torej, Američani poskušajo na več načinov doseči čim večje število ciljnih skupin.
zato tudi svoje v bistvu nacionalne pravice ne kupi vedno, si jih težko tudi privošči, ampak obenem je tudi v bistvu najbrž razlog tudi drugje, da je možnost ogleda na večjih različnih televizijskih postajah, oziroma ko govorimo o teh postajah, so bolj mreže kot samo televizijske postaje. Potem pa seveda v tem, kar si pa prej rekel, so pa v bistvu klubi sami pa lahko na svojem ozemlju, torej svoje zvezne države, pa prodajo pravice lokalnim. Prej smo že čisto na začetku povedali, kako je to, kdaj mi lahko pridemo zraven takrat, ko govorimo o lokalnem. Težko pridemo na nacionalni nivo, kajti takrat si Liga NBA to zadrži zase. To je ena izmed teh stvari. Kaj to pomeni za slovenskega gledalca? Jaz mislim, da nič. Slovenski gledalec je odvisen pravzaprav od prodaje TV pravic na mednarodnem trgu. Te so zdaj za določeno obdobje za naš trg že prodane in v bistvu bo to ostalo povsem enako. Ne. Sem pa hotel prej še nekaj dodati, mogoče. Zdaj veliko smo govorili o turizmu, pa o turističnih v bistvu načrtih Slovenije in pa našem uspehu na tem področju. Ne. In ja, res mislim, da je ravno včeraj Tomaž z naše agencije Ambrožič povedal, da nimo po obisku Ljubljane so Američani že kar tretji, ne, kar je neverjetno. Jaz osebno ne bi nikoli si mislil, da so Američani gosti številka 3 v Ljubljani. No, hočem reči, da se ne izvajajo samo te zadeve, ampak da v bistvu res odlično delo delajo naši partnerji, tudi, kar bo zate tudi zanimivo, ne, Biznis klub je vedno na teh tekmah srečanje podjetnikov, gospodarstvenikov, ki iščejo svoje priložnosti na teh velikih trgih, kar naenkrat se jim odprejo vrata in so bolj zanimivi, lažje dostopajo do potencialnih partnerjev in pa predstavitvijo svojih izdelkov. Zdaj bo to nekaj podobnega v LA-ju. Tako da jaz tudi tu upam, da nam bo uspelo, ker jaz mislim, da imamo v Sloveniji dosti dobrih podjetij, dosti dobrih produktov, ki bi bili lahko zanimivi tudi za kalifornijski trg. Drži. No, to je bilo eno izmed mojih vprašanj proti koncu. Ja, kje je tukaj posel, ker tudi sam si omenil po bogatosti, po številu prebivalcev, vemo, kaj vse se tam pravzaprav rojeva, ker to je nek think tank celotne Amerike. To verjetno pomeni tudi to, da bo zdaj več teh linij letalskih, ne da jih bomo zdaj odprli, ampak zapolnjenih slovenskimi podjetniki, s slovenskimi idejami, ki bodo tja šle, in tu spet prijete vi na vrsto, da naredite morda kakšno pot več, ali pa jo odprete verjetno. Ja, za slovenski turizem absolutno, mi kot STO in v sodelovanju s partnerji. Mislim, da je bila ta zadnja partnerstvo s klubom Dallas Mavericks v bistvu primer dobre prakse, kako različne inštitucije stopijo skupaj, zato da se naredi res maksimalni učinek. Ker tukaj je bilo in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Inspirit, UKOM, MČEM, Ministrstvo za zunanje zadeve, mislim, da je tudi Ministrstvo za kmetijstvo, vsak pač svojim poslanstvom na tem trgu in v tem svetu največ narediti, kar lahko. To je res treba reči, da me kot recimo državljana, pa kot nekega pač Slovenca res veseli, da mi kot Slovenija znamo to narediti. Vsak od nas je že kdaj, ne samo doma, tudi za šankom ali pa kjer druge, kakšno pikro rekel na račun togosti naše države, naših nekih inštitucij, pa to, ampak je pa treba povedati, da takrat, ko pa se nekaj dobrega zgodi, je pa treba tudi pohvaliti. In tukaj je meni res super, da tako kot Ana rekla, da se ni odzval eden, ker ponavadi se znamo odzvati, če je samo en sogovornik, ampak da je toliko nekih deležnikov, toliko nekih ljudi pristopili k temu z različnih sfer, da so v tem uvideli kot država nek dobrobit, to je res okej, in mislim, da je to res dobro, tako kot si rekla, primer dobre prakse, kako se treba stvari lotevati, torej sistematično, povezovalno in potem bojo rezultati. Neke solo akcije so težko potem uspešne. Taka, ki je pa podprta z vseh strani, je pa res okej. Se pa res, od tega recimo ne bi zgodila, če ne bi bilo Luke takrat pri Dallas Mavericks, tako da on je v bistvu tisti, prek katerega se je ta priložnost pojavila in zato smo se tudi povezali s tem klubom. Ja, in zato sem vaju tudi povabil, zato sem si zaželel tak podcast, ker se mi zdi, da smo zdaj v teh športnih dosežkih in presežkih res veliko govorili. Kot si sam rekel, to je res bil zdaj
bila tema številka 1 do včerajšnje novinarske konference in predstavitve. In res sem si želel slišati prav to, ker sem pa vendarle spremljal, kako dobro smo izkoristili to, da imamo super zvezdnika, no, in me je zanimalo, kako dobro in kaj to pomeni za naprej. Tako da se obema zahvaljujem za vajen čas. Pa kdo ve, ne, morda se... Ja, kar. Ja, evo, še za konec bi samo eno stvar Grega povedal. Da je res pomembno, da se zavedamo, kaj v bistvu šport, pa tudi kultura, seveda, ker imamo tudi odlične kulturnike, ne, kaj lahko te vsi posamezniki in pa tudi klubi in pa reprezentance v bistvu naredijo za nas. Ne samo, da odpirajo vrata, ampak tudi povezujejo. Recimo, imamo v Sloveniji tudi klube in zveze, ki dobro delujejo, ki lahko povezujejo gospodarstvenike, ki lahko tudi ponudijo možnost nekega vlaganja v šport, da bo kdaj še kakšen Dončić prišel, da bomo kdaj še dobili kakšnega Jana Oblaka, da bomo imeli neko zdravo podstat ne samo za našo mladino, ampak nasploh za stanje v družbi. Družba, ja. In recimo imamo klube v Sloveniji, ali so to hokejski, nogometni, košarkarski in pa drugi, ki dobro delujejo, ki so zdravo okolje, ki skušajo pripeljati lokalne gospodarstvenike, lokalne biznismene ali pa nacionalne za isto mizo, da podprejo to, da se družijo, da iščejo poslovne priložnosti. Tako da jaz mislim, da če je Luka Dončić nek vrh vsega in zdaj še v LA-ju, torej se pravi, ne moremo nehati govoriti o tem, kaj se je zgodilo pravzaprav z Luko Dončićem in kako je to nekaj neverjetnega za nas, je treba bi apeliral tudi na gospodarstvenike, da se pa vse začne od spodaj in da tisto, kar je spodaj, ni nepomembno in da ni slabo, ampak je tudi fenomenalno in dobro, da ne izkušajo mogoče najprej najti priložnosti tudi v lokalnem okolju, nacionalnem okolju in da je tam tudi veliko priložnosti za dober biznis, za dober odtis in v medijskem prostoru in v digitalnem prostoru in konec koncev tudi zaslužkom, in da se tam začne, in da ne gledajo v bistvu po strani in z vrha na te zadeve, ampak ne znajo izkoristiti te priložnosti, ki se jim v Sloveniji ponujajo, seveda pa z željo, da bi enkrat izkoristili vsi skupaj, še naprej pa seveda tudi Luko Dončića, Anžeta Kopitarja in ostale ase. Ja. Tole pa ne bi mogel boljše povedati, ker iz malega res raste veliko in res je včasih pozabimo, da če mi ne bomo investirali v to, kar imamo doma, ne bomo želi ničesar tega, kar potem imamo zunaj. Tako da, ja, hvala lepa še enkrat obema. Kdo ve, morda pa naredimo eno tako reprizo potem, ko bo Luka osvojil prvi prstan, prav? Z veseljem. Evo, hvala lepa. Hvala. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami. Verjamem, da ste vseeno ob teh športnih stvareh izvedeli tudi veliko zakulisja in tega, kar je pravzaprav naša država, z vsemi tistimi, ki so se trudili, potegnila od tega, kar je, oziroma za kar je zaslužen predvsem Luka Dončić. In komaj si čakamo, da bo znova v tem rumenem dresu stopil na parket in pokazal, zakaj so ga vzeli pri Los Angeles Lakersih. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno. Podcast kluba slovenskih podjetnikov.